Pozdravljeni v 6. podcastu Kajakaške zveze Slovenije. Danes gostim zdravnico, dr. Ana Karin Kozjak. Hvala, ker si vzela čas za nas. Moram pa povedati, da si pač doktor, ampak na področju prehrane, če prav razumem, si specializirana, boš malo več ti povedala. Se pravi, danes bomo govorili o prehrani, predvsem o osnovni prehrani, nekaj malega. Upam, da bo kasneje tudi tvoja mama, mogoče dr. Nada Kozjak, povedala še kaj o osnovni prehrani. Midva se bo pa bolj skoncentrirala na športno prehrano. Tako. Kaj imate okrog športa. Bi pa vseeno, mogoče, da bomo lih malo dobili orientacijo, kje smo, ne? Se pravi, kaj je razliko med osnovno prehrano pa razliko med športno prehrano. Ampak vseeno, Ana, za začetek se nam pa malo predstav, malo povej svojo zgodbo. No, jaz te poznam, mislim, da od leta 2016, ali pa takrat sem te spoznal. No. Želi smo si delili hišo v Rio de Janeiro. Se te spomnim, takrat si bila plavalka, se mi zdi, še? Ja, še, ja. In ful, ja, si... Sem se jaz, ko sem dosti bolj starejši bil, sem se že tistih par dni, ko smo skupaj živeli v hiši, kar nekaj stvari naučil od tebe. No, lepo, kako dober. No, super. Najlepša hvala za povabilo kot prvo. Ja, moje ime je Ana Karin Kozjak, sem hči Nade Ratovnik Kozjak, kot verjetno ste že do zdaj doumeli. Tudi veliko sem se od nje naučila, seveda, to je neizogibno, če gor rasteš s takim vzornikom in nekom, ki je tako poln znanja, tako praktičnega kot teoretičnega. Tako da ja, tudi svojega športa sem se veliko naučila, bila sem plavalka, potem po koncu plavalne kariere sem šla v triatlon, sem naredila 2 Ironmana, pa enega polovičnega, tako da je bilo kar zabavno. Ja, drugače pa kot sama moja izobrazba, jaz sem doštudirala biokemijo v Ameriki, bila sem 4 leta na koledžu, tam sem tudi tekmovalno še plavala. Potem sem se vrnila v Slovenijo in začela študija medicine. Vzporedno sem pa tudi študirala, opravila diplomo iz športne prehrane preko Mednarodnega olimpijskega komiteja. Tako da na podlagi tega tudi že zadnjih 3-4 leta delam športniki kot prehranski svetovalec. Zdaj bi se pa rada tudi usmerila bolj v športno medicino in delala tudi športniki, tako da bi se na obeh področjih malo medicine, malo prehrane, se lepo pokriva in je luštno, pa dela je tudi veliko. Sploh danes, ko so taki izzivi na tem prehranskem področju, toliko informacij od povsod, da se včasih človek ne more več znajti, kaj je zdaj zares, kaj je majčkeno marketinško, kaj se sem prodaja. Tako da upam, da bomo tudi danes majčkeno razjasnili kakšno zagato. Ja, se to je namen, da v bistvu imajo naši mladi tekmovalci, pa tudi starši, trenerji, nek kanal, kjer dobijo ene informacije pač bolj direktne, nimajo vsi možnosti pač sodelovanja z zdravniki ali pa nutricisti. Jaz sam vem, da sem iskal na tem področju tudi strokovnjaka kot trenera, in k sreči takrat je bila ta možnost, da sem lahko začel sodelovati s tvojo mamo, z Nado Kozjak, ki je res pomagala pri prehrani nam, pa tudi pri merjenju telesa. Tudi kasneje, ko sem delal z Japonci, v bistvu sem imel pa platformo prehrane pa merjenja telesa pri Nadi. Tako da... Okay. Zdaj, to si tako hitro povedala, tako zgoščeno, tudi kako se ti vse to zgodilo, si sploh imela čas jesti? Ja, ne, sej, tudi jaz sem imela marsikatere prehranske izzive, sploh ja, v Ameriki, ki je tudi tak urnik, da treniraš, pa imaš tudi in cel dan samo letaš gor pa dol, tako da včasih je bila ta prehrana res izziv. Pa tudi še prej v gimnaziji, se veste, s plavanjem je tako, da zjutraj treniraš, v šoli pa poldne treniraš, tako da ja, je bilo vedno naporno. In sem marsikatere napake tudi jaz počela. Jaz sem tudi v gimnaziji veliko premalo jedla, glede na to, koliko sem trenirala. In to je velik problem med mladimi še danes. Tudi v kajakanu športu, tudi tukaj se ogromno trenira. Zdaj sem videla cele vikende tečejo na smučeh, jaz res upam, da jedo dovolj te športniki mladi. In ja, lahko tudi problemi ratejo, če ne je dovolj športnik ob napornem treningu, ob naporni vadbi. Zelo veliki imam tudi izkušnje z mojimi športniki, ker niso in
marsikdaj in nas je nada ujela zelo na robu. Ja, sej, sploh vrhunski šport oziroma mladi, ki trenirajo in pol, ki grejo v vrhunski šport, je lahko res stalno hoja po robu v bistvu. Skozi se nekako uravnotežijo, poskušamo uravnovesiti, da ne gremo čez, ker vse vrhunski šport v esenci, ni glih najbolj zdrav v narekovajih. Tako da res kle hrana pomaga, da ohranjamo vse kakor tako zdravje, pa da lahko optimalno treniramo, da imamo čim manj poškodb, da čim manj zbolimo. Tako da zaradi tega se res splača poznati vse neke osnovne koncepte športne prehrane. Se pravi, se splača en del energije, pozornosti usmeriti v prehrano. Ja, Če tukaj energije vlagaš v trening, potem na drugi strani ne podiraš zaradi tega, ker se nisi vzel čas, da bi ta trening podprl, zaščitil telo, pa verjetno tudi posledično regeneriral, verjetno tudi, vpliva tudi na spanje. Ampak dajmo malo po vrsti, da se pravi osnovna prehrana, se pravi, da človek sploh živi, da normalno funkcionira, da se mu prav izločajo hormoni. Kako definirati? Torej, osnovna prehrana, zdrava prehrana, kakorkoli, mi potrebujemo hranila, mi potrebujemo energijo, da podpiramo naše vsakdanje življenje, vse življenjske procese, ki potekajo v telesu, tako da tukaj so res ključna makrohranila, torej to so hranila, ki nam dajo energijo, beljakovine, ogljikovi hidrati, maščobe. Žal v Sloveniji tudi alkohol za koga makrohranilo, jaz močno upam, da pri športnikih ne. Ampak je pa dejstvo, da lahko doprinese kar veliko energije, pa to niti ne pomislimo včasih. Kako? Bolj proti koncu podcasta. Potem poleg makrohranil seveda potrebujemo tudi mikrohranila, ki jih načeloma lahko dobimo iz osnovne prehrane, iz navadnih živil. Ni nujno, da potrebujemo celo plejado dopolnil, da dobimo vse ta mikrohranila, tudi o tem bomo še kaj rekli. Ampak načeloma je to. Obroki tekom dneva sestavljeni iz vseh makrohranil, to so te res osnove. In potem dopolnjujemo seveda tudi s kakšnimi kakovostnimi viri mikrohranil, sadje, zelenjava in tako naprej, da pokrijemo vse naše potrebe, da lahko ohranjamo zdravje in da prosperiramo, da smo res veseli. Ker ne nazadnje tudi naši možgani so tako odvisni od hrane, da so res zadeli si to reklamo pri Snickersu, lačen si ful drugačen. Tako da to za športnike in nešportnike velja isto. Tako da ja. Dobro, zdaj, kako izgleda en dan, recimo, osnovne prehrane? Kako naj bi si to razdelil? Verjetno vemo zajtrk, kosilo, večerja. A še kaj? Ja, mislim, načeloma je fino, da imamo več manjših obrokov, kot pa recimo 2-3 velike obroke. Čisto iz presnovnega stališča naše telo na ta način bolj učinkovito porabi ta hranila. Tako da tudi za nešportnike je to čisto neko smiselno priporočilo, da še kakšen prigrizek vmes, kakšna malca, da nimamo res teh velikih lukenj, sploh če smo dokaj aktivni tekom dneva. Tako da, ja, to je zelo smiselno. Za športnike pa itak, ampak da smo še prvo osnovno. Imaš stavljen 3-krat na dan. Hrano plus podruske malce pa. Tako je, 3-krat na dan plus kakšna malca. Tako da že tukaj na tej točki lahko kakšno tole intermitentno stradanje ven vržemo, ker je tudi taka dosti popularna zadeva bila v zadnjih časih. Na nekih takih bolj psevdo študijah dokazane zadeve, tako da za športnike pa sploh to ni smiselno, ker vodi lahko v presnovni stres in na dolgi rok kakšne zdravstvene zaplete. Se pravi to, kar none oziroma stare mame govorijo, imajo prav, je res? Absolutno. Kako naj pa bi izgledal en tak krožnik, en obrok, recimo, kaj si rekla zdaj, kaj neki makrohranila, ja. Da pač Recimo nam povej, kako izgleda en krožnik uravnotežene prehrane, zjutraj preden gre v šolo? Ja, zjutraj je to nek zajtrk, seveda nekaj beljakovin, to dobimo iz mlečnih izdelkov, kakšna jajca, lahko tako še košček sira ali pa kaj takega. Kar pač imamo radi, ogljikove hidrate, kruh, cornflakesi, kakšne druge žitarice,
vse to je v redu. Potem pa še maščobe so pa itak nekje noter že skrite, po navadi, težko se ogne. Kako? Čokolino, čokolešnik. Čokolino, pred treningom super. Ne, osnovno. Za takole pred šolo pa ni glih najboljš. Dobro, vem, da imajo že neke take bolj moderne čokolinate, da so že, ne vem, polni vlaknin pa ne vem kaj. Ampak tisti osnoven čokolino je pa zelo sladek oziroma ima veliko enostavnih sladkorjev, ki pa mogoče za to, da gremo pol v šolo ali pa službo, ni glih najbolj primeren. Bi mu bolj rekla športna prehrana, kot pa osnovna prehrana. Tako, ja, to je pa že bolj res za direkt pred treningom. Tako preden gremo v šolo, pa pol kakšni bolj taki oseni kosmiči, recimo, ali pa kakšen bolj polnozrnat kruh, da se tisti ogljikovi hidrati majčkeno bolj počasi sproščajo, da nam ne skoči cukor kar naenkrat gor, pa se pol nekaj kopiči, pa smo pol čez 2 uri že čist sestradani, patečni. Tako da ja, bolj taki počasni ogljikovi hidrati oziroma bolj sestavljeni in lahko tudi kakšna vlaknina. Kako izgleda krožnik kosila, tak, ki bi ga ti priporočil? Zopet podobno, pač iščemo vire ogljikovih hidratov in beljakovin, lahko kakšen kos, maščobe pa itak ponavadi zraven pridejo, tega niti ne rabimo iskati. Tako da ja, kakšen kos mesa, priporočamo seveda čim manj mastno meso, pa ne rabimo zdaj vsak dan mesa jesti, to glih ne, tudi to ni zdaj v skladu z najnovejšimi smernicami, ki se vse bolj orientiramo rastlinsko, ampak sigurno za uravnoteženo prehrano, če jemo kdaj meso, ni problema, sploh kakšna perutnina, ribe seveda, ribe so super vir beljakovin, tudi super vir maščob, zdravih maščob. Tako da ja, to, kakšna jajca so zmeraj super, kako? Zdaj si naštela ogljikove hidrate pa To so bile beljakovine zaenkrat še, ogljikove hidrati še nismo. Vitaminčki? Sem še ogljikovih hidrati, kakšne pol testenine, kakšen riž, lahko spet kakšen tak bolj sendvič konkreten, torej kruh. Vitamini pa ja, kakšna solatka, lahko tudi kakšen kos sadja pol za zraven. Kakor pač paše, samo da je sestavljen obrok. Vse najlažje si predstavljamo, danes imamo tudi že te prehranske krožnike, se lahko tudi pogleda na internetu, da si človek majčkeno lažje predstavlja, kako to izgleda. Ampak načeloma je podobno, kako so babice kuhale. Da rad je malo krompirja, da rad je kakšen kos mesa, malo omake pa solato, to je to. Piramide veljajo, se pravi, ker so, ne? Piramide niso več to. Ja, piramide so zdaj že precej zastarele, zdaj res uporabljamo ta prehranski krožnik. Tudi, da si človek lažje predstavlja, kako naj bi to izgledalo. Ker te piramide dober, ja, se neki koncepti seveda ostajajo, da res tam žitarice, polnovredne živila, sadje, zelenjava so bolj dol, pa vedno bolj gor, kakšne mastne zadeve, čist gor na vrh, res kakšne slaščice, pa kakšne te transmaščobe, pa to, kar res odsvetujemo, oziroma v čim manjših količinah. Ampak je pa vredno si zapomniti, da se ne je vse, da ne bo tukaj čim manj omejevanja, vse v nekih zmernih količinah, kakšni pol grejo zelo te, kako naj rečem, ortoreksične smernice, kar pomeni, da se preobremenjujejo zdravo prehrano, kar pa tudi po svoje ni glih zdravo, če smo preveč pod pritiskom, da se moramo zdravo prehranjevati. Tako da ja, tudi če si kdaj kakšen kos torte, tudi če kdaj kakšen kos pice, ni konec sveta, no. Je pa fino, če zraven telovadimo, da to damo v promet pol. Tako. Okay. Tle moramo paziti, kaj smo slišali, ne? Tudi če malo tortice. Ja. Kako pa pol zvečer? Da slišiš, da so zvečer ne jest? Mislim, to je majčkeno tudi od človeka odvisno, kakšen težko poje večji obrok, ker potem ne morejo spati, tudi odvisno, kdaj kaj pojemo, a ne, če Imamo težavo, ko prvič zvečer pojemo? Ja, saj, mislim, vse v praksi pol, ko ljudje enkrat v službo hodijo, tudi se težko jejo neko normalno kosilo, pa pol pridejo domov, pa se ful najejo, in pol je pač to taka kar znana zgodba. Ampak ja, zvečer je lahko obrok nekoliko bolj lahkoten, da ni spet toliko teh težkih stvari, tudi zaradi spanja seveda, ampak koncept sam je pa isti. Beljakovine, ogljikovi hidrati, maščobe, lahko kakšni mogoče manj mastni tudi mlečni izdelki, kar pač posamezniku res ustreza zvečer. Se pravi, to pomeni osnovna prehrana. To pomeni uravnovešen krožnik. Se pravi, da je vse to gor približno.
V bistvu, kar je zdaj v zadnjih letih res označeno tudi na podlagi znanstvenih študij kot najbolj zdrav način prehranjevanja, osnovna prehrana, je res ta mediteranski način prehranjevanja. In to se mogoče res splača majčkeno pogledati, kaj to je, kaj vsebuje. So predvsem te polnovredne žitarice, veliko rib, veliko zelenjave. Ampak ne samo to, tudi to, kako se mi hranimo. Ne, da se pač vozimo v avto, pojemo sendvič, ampak da se usedemo dol, da damo stran telefon, da damo stran ekrane in se res v miru prehranjujemo. Tako, no, pa da smo dosti hidrirani, tudi to nisem mogoče še omenila, ampak le res poseben odstavek, eno vprašanje hidracije, sigurno, ker je res to pomembno. Še zmeraj naši tekmovalci zelo težko si zagotavljajo sploh osnovno prehrano, pa ne zaradi zagotavljanja same prehrane, ampak čas je zdaj problema. Zjutraj grejo v šolo, ponovadi direkt šole na treninge, in eni jejo, pač si zjutraj že pripravijo, ali mame, ali pa sami, eni nekaj v šol dobijo. Se pravi, svetuješ, da si zagotovijo, se pravi, strukturo hrane, se pravi, skozi dan, da imajo to osnovo, ker je pač osnova. Ja, absolutno. Ne spuščaš obroka, če sem prav razumel, in tudi, če se le da, da poješ v miru, da se to prebavlja. Ja, če se le da, seveda vem, da dan danes se tako hitiš iz ene na druge točko. Je kar izziv včasih. Ok, in potem se pravi, strukturo smo postavili z osnovno prehrano, tako da lahko živimo, da telo funkcionira. Zdaj pa kot športniki pa pač porabimo še zelo več energije, je pa poimenovano posebej kot športna prehrana. Zdaj mogoče bi edino še to poudarili, kdaj je zadnji obrok, recimo pred treningom, še za jesti osnovno prehrano. Zdaj ta večji obrok je nekaj tam do 3 ure pred treningom, potem, če bi imeli recimo kosilo zdaj, potem bliže treningu je pa že kakšen malo manjši obrok, seveda tudi lahko še vedno osnovna prehrana, tudi v uri pred treningom. Sadje, a tisto, kar si prej rekla, ja. Manjši obrok, nekaj, kar je lahko prebavljivo, predvsem to je ključno, da ima neke bolj enostavne te ogljikove hidrate, recimo klej bil čokolino pa res super, recimo v uri pred treningom čokolino top. Ali pa kakšni koruzni kosmičeniki, kar je res lahko prebavljivo, tudi kakšen sadni jogurt, super. Na ta način, samo da je čim manj takrat res kakšnih maščob, čim manj vlaknin, to je v bistvu ključno. Čim manj vlaknin? Ja, absolutno, to vem, da kakšni športniki še vedno delajo napako, da vzamejo solato in pa grejo na trening. Mislim, kaj je fora tega, jaz ne razumem, radi bi kaj shujšali ali karkoli, ampak dejstvo je, da od solate oni nimajo ničesar, ker so tisto predvsem vlaknine, energije praktično nič, pa še vlakninski balast, pač dobesedno obremenjuje prebavila, ko so pa med vadbo že tako slabše prekrvavljena, sploh če je to neka bolj intenzivna vadba, kar pri vas večinoma je, tako da te vlaknine pred vadbo so res nesmisel. Se pravi, vlaknine pa dobimo v zelenjavi. V zelenjavi te kakšne polnozrnate žitarice tudi. Zdaj spet, da ne bo kdo narobe slišal, da ne solate jesti, ampak takrat. Samo ne v uri pred treningom, ali pa v nekaj urah. Ja. To pol zvečer komotno, ampak pred pa res. Ok, športna prehrana. Zdaj to pa slepa verjetno odpremo, No, pa sej. V glavnem, ti si specializirana za športno prehrano. Tako, ja. Kako? Na cukor. Na cukor, ja, cukor, to zmer težimo s tem cukrom. Problem je, ker kdo še ne zna čisto dobro opredeliti, kaj sploh je to cukor. Kaj je cukor, je sladkor. Ja, Še to bi te prej vprašal, glede nekaj pametnega sem te hotel vprašati, pa sem zdaj pozabil. Glede športne prehrane. Se pravi, kdaj se jejo športno prehrano? Kaj to je? Ja, zdaj športna prehrana. Mi zdaj danes govorimo tudi o klinični športni prehrani. Imamo tudi že sekcijo za klinično športno prehrano, ki se res ukvarja z posameznikom. Ker danes gre vse tako zelo v individualno smer, da res športniku, posamezniku prilagodimo prehrano glede na njegove potrebe, glede na starost, glede na
glede na spol, glede na aktivnosti, vse to je treba res vzeti v zakup, tako da gremo res bolj v bistvu že neko stroko, ja, ki se ukvarja prav s posameznikom in njegovimi potrebami. Tudi to je v bistvu neka podveja klinične prehrane, s tem se moja mama bolj ukvarja, prav s klinično prehrano kot takšno. Tako da tudi ja, športna prehrana gre zdaj reži v to neko znanstveno vejo in je vse vedno bolj personalizirano. Bo probala to narediti bolj preprosto. Bolj razumljivo, ja, absolutno. No, to sem tako povem, da se res vidi, kaj se dogaja v trenutnih trendih, kar se tiče te stroke. Ampak ja, kot smo že rekli, za športnika še vedno veljajo principi osnovne prehrane, ampak je treba potem pa še prilagoditi našo prehransko strategijo, to je najbolj primeren v bistvu izraz, glede na potrebe, glede na trening, glede na urnik, glede na to, koliko je dolg, kakšen tip treninga je, no, vse te faktorje, pa tudi seveda v katerem delu trenažnega procesa smo, glede na sezono, kakšni so naši cilji, glede recimo sestave telesa, a želimo kaj optimizirati, a želimo kakšno kilo dol dati, a želimo na mišični masi pridobiti. Tako da vsi ti faktorji določajo, kako bomo mi prilagodili športniku prehransko strategijo. Potem pa hkrati še monitoriramo zdravstveno stanje, pogledamo kri, če je kakšno pomanjkanje, tako da vse to spada v športno prehrano. In je ja, fino, no, da se večkrat pogovarjamo o tem, ker zna biti kar kompleksno področje v konc koncev. Zdaj recimo, če pa nastavlja, se pravi, verjetno že samo ime pomeni, da je to okrog športa, se pravi okrog tiste ure, ali ja, takrat je to ješ, ali kasneje, ali prej, kdaj se pravi, osnovno prehrano uporabljamo skozi dan, se pravi, aha, vi mislite kot dopolnila, kot športno prehrano, kako? Kaj jemo športno prehrano, ja. Ja, okay, razumem. Športna prehrana je v bistvu tak koncept, da, kako naj rečem, mi še vedno poskušamo posegati po osnovni prehrani, dokler je to praktično, seveda. Tako da mi seveda, ko to ni več praktično, uporabljamo pa športne prehranske dodatke, ki spadajo po to športno prehrano. Ampak načeloma športna prehrana obsega vse, ni nujno samo te obroke, ki so pred treningom, pa med treningom, pa po treningu, imamo pa seveda določena priporočila prav za te vnose okrog vadbe. Tako da verjetno bi v to smer šli, predvsem. Ja, se pravi, ok, je bilo kosilo, 3 ure vmes in zdaj grem športati, Ja. Uporabljam športno prehrano, se pravi, če sem te prav razumel, kaj si rekla, pred, med in po. Takrat najemo solate. Tako, ja. Tako da ja, to, kot smo že rekli, to je prva točka, seveda. Okrog treninga se jo športno prehrano, Ja, tako je. Tako da rekli smo, res nekaj lahko prebavljivega, predvsem ogljikove hidrate. Predvsej v uri pred treningom je fino, da še dopolnimo naše zaloge energije, torej seveda tisti večji obrok, nekaj ur pred vadbo smo imeli, da zapolnimo zaloge glikogena, ki so v mišicah pa jetrih, potem tole v uri pred vadbo pa nam da še nekaj takojšnje energije, da bomo lahko takoj med treningom porabili. Ker tako na ta način res tako pol optimiziramo ta trening, da je kar se da kakovosten, da gremo res tako do konca in tako naprej. Tako da tukaj res, rekli smo, odsvetujemo maščobo, odsvetujemo vlaknine, res nekaj čim bolj enostavnega, nekaj, kar poznamo. Sploh recimo, če imamo kakšne tekme, nič eksperimentirati, tudi če ura pred tekmo, nič novega, vse, kar poznamo. Recimo banana. Ja, banana v redu, sem da ni neka preveč zelena. Ona bi čim bolj zrela, da je bolj sladka. Ja, tako je. Še vedno, da je lahko prebavljiva. Kot sem rekla, sadni jogurt recimo, perfektna zadeva, ker ima in nekaj beljakovin, ki je tudi fajn, ogromno sladkorjev, pa še precej tekoče, tako da tudi v bistvu majčkeno za hidracijo poskrbi, Tako da, če imajo športniki radi sadni jogurt, je to res top zadeva. Sploh, če je mogoče majčkeno manj masten, da niso glihuni najbolj polnomastni. Super. Kakšen bel kruh z medom, tudi kakšen sadni smuti, če športniku paše, da nima težav s kislino. Vse to je res vrhunsko. Preden gre, da se štima opremo. Ja, tako.
Zdaj, med treningom, se pravi, naše treninge, recimo v kajaku, so tam približno 1 uro, a ne. So pa bolj intenzivni, verjetno, kot triatlona, ne, si predstavljam, kaj daljša stvari. Ti si plavala, kaj kratke discipline, dolge? Ja, različno. Večinoma 100-200, tako da bolj kratke. Vi ste med trening približno kaj, 1 uro? 1,5 do 2 uri. Se pravi, kaj med treningom take discipline, ko je naša, priporočaš? Načeloma, če traja trening manj kot 1 uro, če smo pred treningom dobro hidrirani, dobro energijsko podkrepljeni, ni potrebno dodajati. Če traja manj kot 1 uro, oziroma do nekje 1 ure. Je v redu. Samo piči. Ja, samo piči, tako ja. Mora biti to prehransko stanje na začetku treninga ustrezno. In stanje hidriranosti tudi seveda. Če so pa treningi daljši, potem je pa treba nekaj dodajati, ker drugače bo pa seveda v tem času porabimo energijske zaloge, glikogenske zaloge, tako da je res fino, da se pol nekaj Sandvič za sabo v čoln, tako. Kako? Sandvič za sabo? Ne, absolutno ne. Tako da ne, potem seveda športna pijača, ki ne bo na mestu. Kar skozi pijačo. Ja, absolutno. Da tudi, če seveda sproti nadomeščamo tekočine, ki izgubimo med vadbo, sploh če je mečkam bolj toplo, ali pa če smo zelo intenzivni, seveda se tudi potimo, tako da na ta način izgubljamo tekočino. Pa mogoče v vodi tudi ne čuti toliko. Jaz vem, ko smo plavali, sploh ne čutiš, da izgubljaš tekočino, da dehidriraš, ampak dejansko lahko dehidriraš tudi med. Ja, ko je verjetno težava to, kar smo s temi oblekami, ne, in tam verjetno se kar dosti gre zelo solid od ven, ne. Ne čutiš tega. Se pravi, v tekočino daš nekaj sladkega, ali kako? Ja, mislim, najbolj enostavno je, da imaš kakšen tale športni napitek, torej izotonični športni napitek. Imamo tudi danes že tako morje teh, da se nekaj najde za vsakega. Lahko narediš? Kako? Kaj bi si pa sam lahko naredil? Lahko si sam tudi seveda zmešal kakšen sirup ali pa sladkor, pa sol. Sol je nujno potrebna, ker so pač elektroliti v soli sami, pa kakšno limono, pomarančo zaradi okusa seveda. Se da tudi zmešati našo lastno športno pijačo, če je želja. Za otroke pa še ne to povem, da je pa tudi dovolj kakšna cedevita, ki izgubljajo nekoliko manj elektrolitov kot starejši športniki. Tako da je cedevita čisto v redu. Super. In se mi zdi, da potem pa res zelo pomembno po športu, se pravi po treningu, da se prav kliče ura priložnosti. Je nekaj takega, ja. Se pravi, da zaščitiš svoje telo, ali kako? Ja, v bistvu, da začneš čim prej regenerirati, da začneš čim prej spet zapolnjevati zaloge glikogena, da se pospešijo oziroma optimizirajo procesi regeneracije. Torej seveda vsak trening, sploh če ima tudi trening moči, to predstavlja neke vrste poškodbo za mišico. Ampak na ta način se mišica pač jača, seveda, to je normalno. Ampak mi z temi ustreznimi prehranskimi vnosi po vadbi optimiziramo ta proces obnove mišic, zapolnjujemo energijske zaloge in splošno optimiziramo zdravje, ker tudi seveda naš imunski sistem je nekoliko bolj na udaru, če imamo intenzivno vadbo, tako da na ta način preprečujemo, da bi zboleli, če res jemo dovolj koliko časa vadbe. Tako da tukaj je več razlogov, zakaj se splača jesti čim prej po vadbi. Se pravi, po vadbi nujno jesti. Tudi podobno nekaj tak, kako pred vadbo. Ja, v bistvu, če imamo znotraj 1 ure po vadbi, to je nekako to pravilo, če imamo znotraj 1 ure po vadbi nek večji obrok, torej recimo večerja popoldne, potem niti ni tako zelo grozno nujno, da takoj damo nekaj v usta, ampak če je pa ta obrok več kot 1 uro kasneje, potem je pa zelo priporočljivo, da imamo vsaj nek manjši regeneracijski obrok. Imamo tudi prav smernice, recimo za te obroke, recimo 1 gram ogljikovih hidratov na kilo telesne mase, to recimo, če imaš 60 kg, 60 gramov ogljikovih hidratov, to sta recimo 2 banani, tam nekje. Kako? Frutabela. Frutabela zna biti majčkeno premalo, ena sama. Ampak zelo se lahko pogleda tam od zadaj, pa takoj vidiš, koliko je gramov noter na tihle. Tudi malo si znamo predstavljati, tudi praktično. Ja. Kaj po treningu to jeste, ne? Ja.
V bistvu res je dosti podoben, no, kot pred treningom, kakšni jogurti tudi pridejo poštev, kakšen mogoče skutni zavitek, jabolčni zavitek, lahko tudi kakšna maščobica več kle, ne bo nič škodil. To je mogoče ključna razlika, da nas te maščobe ne bojo več tako obremenjevale, kot bi nas pred treningom. Tako da tudi, ja, kakšen snickersi, konec koncev, če smo na polem trening, nič narobe. Saj pa so bili snickersi za športnike razvite, tako originalno na mene, pa so pa postali tak. Tako? Ti si študirala v Ameriki, verjetno. Ja, ne vem, tako se govori. Nisem pa preverila tega podatka, moram priznati. Ampak ja, se vidim, ja, mislim, siguren, te zasiti in dati veliko energije. Ima pa res kar veliko maščob, no, to spet ni treba. Tako da, ja, zelo fajn po treningu čokoladno mleko. Vrhunska zadeva. Mislim, ima tudi za rehidracijo dovolj tekočine, ima sladkor, ima pač cukor, ki nam da energijo za regeneracijo, tudi beljakovine seveda v mleku, pa še fajn je, a ne. Tako da jaz po treningu, ko sem plavala še, mi je mama zmeraj prinesla sirovo štručko pa čokoladno mleko. Meni bo to top. Ja, pa še dobro. Ja. Ok, zdaj verjetno bomo mogla kakšno reči o dodatkih. Malo dosti časa. Ja, absolutno. Aha, Ja. eno zadevo sem mogoče pozabila. Če sta recimo 2 treninga, da bi imeli vaje za močo, potem še en trening zraven, takrat je zelo fino, da se nekaj vmes poje. Tako da klepa v bistvu se povezuje nekako z dodatki. Se lahko kakšno ploščico, to energijsko ploščico, tudi kakšen korn je v redu, pa kaj takega, samo da se da nekaj v usta, da ne greš iz enega treninga na drugega čist na prazno. Ker to je pa se reži več kot 1 ura treninga, pa je res fino, da se tudi med vadbami nekaj poje. Hvala, ker si se spomnil na to. Ja. Mislim, da v našem športu je dosti tega, ker hočejo v tisti majhni, v majhnem časovni času, ki ga imajo skozi dan opraviti 2 treninga, ne, potem grejo z enega na drugega. Se pravi, ko končaš enega, ko se preoblečeš, je dobro, da tudi takrat, ne, seveda. Ja, daš nekaj not. In potem hočeš novega, ne, spet daš energijo, natankaš. Ja, točno tako je. Ja. Natankaš rezervar. Tukaj ti speed stop na Formuli 1, ki TTT naredijo, pa je to to. Nekaj dotočijo. Ok, del prohidracija, se pravi. Ki si rekla, ne, po treningu tudi s čokoladnim mlekom dobiš pač dosti cukra, pa tudi dobiš tudi hidracijo. Ne. Zdaj, koliko je to pomembno? Koliko je to pomembno za športnika? Mislim, ne sem za športnika, za vse. Sploh to pomeni, spet ja. A to še velja 1 liter vode na 25 kg teže na dan? Zdaj imamo že novo foro. Nova fora je 1 mililiter na kilokalorijo, ki jo užiješ. To pomeni, da Prejšnja. To pomeni, če zaužiješ približno 2000 kalorij na dan, je približno 2 litra tekočine. Tako poenostavljeno, se ni toliko zafrknjen. Ampak ja, seveda, poudari se pa to, da več hrane užiješ, več energije užiješ, več je treba tudi tekočine vnesti za presnovo samo, ker presnova sama tudi potrebuje tekočino. Tako da pa seveda tudi za prebavo in tako naprej. Tako da ja, tekočina seveda ima veliko funkcij v telesu. Kot prvo, mislim, da začnemo s prebavo, da imamo neko redno prebavo, tudi recimo zaprtje je lahko posledica tega, da ne pijemo dovolj tekočine. Dehidracija sama je lahko zelo neugodna, sploh za športnike, ker seveda vpliva na regeneracijo. Mišice so slabše pokrvavljene, če imamo manjši volumen v žilah. Tudi recimo lahko vstanemo, pa se nam malo zavrti, to je tak zelo nazoren znak, da smo majčkeno slabše hidrirani. In seveda imamo tudi lahko kakšne znake, da smo bolj utrujeni, glavoboli so recimo tipični pri dehidraciji. Pa ja, tudi trening je lahko slabši v vsakem primeru, no, kot tak. Tako da na hidracijo je res smiselno paziti. Tako da osnovno to pravilo je tam vse 1-2 litra, tudi tako pač laično rečen tekom dneva, plus to, kar izgubimo med samo vadbo. To lahko delim na osnovno pa na športno. Ne? Se pravi, v osnovi 2 litra približno, ne? Ali pa 2,5. Med športom pa se moraš dolivati. Ne? Tako je. Zaradi potenja.
Tako, ja, ker pa že izgubljamo. Tudi presnova je takrat pospešena in se še več porablja zraven. Zdaj pa problem, da če preveč piješ, da se spiraš, da ne ostane tekočina v telesu. Odvisen, kaj piješ, tudi mečkan. Zdaj, klej je problem, ker nekateri res samo vodo z vodo nalivajo in potem pa lahko pride do tega, da se mečkan spiraš. Se tudi nenazadnje imamo že zelo hude primere tega, da so se nekateri nalivali z vodo, recimo med maratoni in so bile smrtne žrtve tega nalivanja z vodo, da pretiravaš pač to hidracijo na rokovajih, ker sploh ni več hidracija. Ampak je nalivanje dobesedno in lahko pride do razredčenja, seveda krvi, in predvsem elektrolitov in pride do edemov, tako da to so pa res taki resni zdravstveni zapleti. Mi imamo verjetno pri mladih v našem športu več težav na uni strani, ki je premalo vode. Ja, po večini je to bolj splošna težava. Pa še to, no, da tudi tisti športniki, ki trenirajo več kot 1 uro, še vedno pijejo vodo. Tudi to je taka zelo tipična napaka med športniki. Sploh recimo, če grejo na kakšne take bolj vzdržljivostne zadeve, recimo, da grejo laufat ali pa na kolo, ko tudi delajo na vzdržljivosti, se delate tudi vi pri vaših treningih, da takrat samo vodo se pije med treningom, kar ni prav. Prav, vsaj malo bolj močen malinec pa ima soli noter. Ja, vse to. Ja. Ampak če se gre pa že bolj za neke vrhunske športnike, ki pa res pač resno jemljajo šport in se gre že neke minimalne zadeve, se pa res priporoča neko bolj specializirano športno pijačo nabaviti, ker ima tudi te različne ogljikove hidrate, ki ima različne transporterje in potem res optimizirano se porabljajo te viri energije. Da ni samo pač ta glukoza, fruktoza, ki je v malinovcu, ampak da je še kaj drugega. Da dobiš zraven še razne soli. Ja, pa tudi druge vire energije. Tvoja mama je včasih promovirala slane palčke po treningu. Ja, v bistvu čisto v redu. Potem recimo za kakšne pohode ali pa kakšne take, tudi na kolesu načeloma je čisto v redu. Za otroke pa sploh, da ne jejo teh dopolnil, ampak da vse neka hrana navadna, a ne. Ja. Kaj pa, a grejo zdaj dodatki, ali kako rečete vi temu, dopolnila? Lahko, dopolnila. Še zadnja točka, pri hidraciji nekako splošno priporočilo je tam nekaj 500 do 750 ml na uro tekočine, če je trening daljši kot 1 uro, za nadomeščanje. Tako? Za trening, ja. Za trening, ja, tako. Se da pa tudi v bistvu zelo dosta enostavno preveriti, kakšne so naše izgube med treningom, tekočine. Torej recimo se stehtamo pred vadbo pa po vadbi, če je recimo vadba 1 uro, a ne, pa če vmes nič ne spijemo, nam da to direktno količino, ki jo izgubimo, a ne. Pa še to, da načeloma ni dovolj, če spijemo samo isto količino. Recimo, da gremo za 1 uro zdaj laufat ali pa veslati in da izgubimo 1 kilo telesne mase v tej 1 uri, moramo potem spiti vsaj 1,5 litra izotonične tekočine, da res nadomestimo to, kar smo izgubili. Torej, ni dosti, da nadomestimo isto količino, ampak je treba več popiti, zaradi presnovnih porab, ker če ne pridemo na izhodiščno točko in pač vodi v neko kronično dehidracijo. Se pravi, ti nekje priporočaš tam eno tisto pol-litrsko flaškico do tisto malo večje, kaj je 15. Tako je, na uro vadbe. Na uro vadbe, se pravi, da po vadbi, se pravi, če 1 uro vadbe spraviš, da ni treba, a ne, je treba pa potem po vadbi. Ni treba vmes, lahko moraš pa po. Po vadbi, ja, tako. Okay. Dobro, se pravi flaškico nek tam z vodo, oziroma ne z vodo, z nekim. Tako je. Alternativno lahko. Kako? Se bomo naučili počasno. Alternativno lahko tudi, če kdo pač res ne mara športne pijače, lahko tudi vodo pa pol bobi palčke ali pa vodo pa kakšen gel. Tudi to je opcija, no, če res ne gre ta športna pijača skozi. Ok, dopolnila. Zdaj, pri mladih je dosti to, ne. Pojej proteine, da boš imel mišice, kreatine, kaj je še vse na trgu, anaboliki, je še to. Se spomnim jaz, ko mi smo tlele doma blizu Italije, ne smo hodili takrat dol čez. Ja, pestro je, a ne?
Ja, ne broje tega, bi rekel dan danes. Res Ko tem. poješ protein, pa imaš mišice, ali kako je? Ja, ni čist tako, no, sploh s temi proteini, večkrat pretiravamo, se mi zdi. Sem čakam še, kdaj bo zobna pasta s proteini, pa ustna vodica s proteini, ker res te proteini so povsod. Na pumpi ima zdaj že vse proteinske izdelke, ki priješ tja. Tudi ti mlečni izdelki, zdaj imajo že, ne vem, 60 gramov beljakovin noter, pa so no, pa zakaj? Zdaj ne rabiš toliko beljakovin naenkrat pojesti. V resnici pri beljakovinah, no, mogoče tega nismo toliko omenila, je bolj pomembno, da so razporejene tekom celega dneva, kot pa da pojemo 2 velika obroka beljakovin v dnevu. Tako da res je smiselno, da jemo več manjših obrokov beljakovin. Tudi zaradi mišic je bolj presnovno učinkovito, če mi skozi vnašamo neke aminokisline, ki so pač znotraj beljakovin, da se skozi poteka ta proces obnove, kot pa da pojemo 2 res velika obroka, ker se bo pač čist presežek beljakovin spremenil v glukozo, recimo, ali pa nakopičil maščeve, kaj pa brez veze, kar pa pač ne doseže tega, kar bi mi želeli. Tako da ja, to je res mogoče pomembno, da povemo, da je bolj smiselno, da se res uživa več manjših obrokov beljakovin. Zdaj jaz recimo se vozim 1 uro, če si predstavljam enega tekmovalca, se vozim 1 uro v šolo, 1 uro nazaj na trening, ne, in težko zagotavljam osnovno prehrano, ne, že osnovno težko zagotavljam in pač hočem si pomagati z nekimi dodatki, z dopolnili. Kaj zdaj? Ja, tako da načelo dopolnil, osnovno je food first, tako da, kar pomeni, da ne prehrana. In dopolnila so smotrna takrat, če z normalno prehrano ne moremo pokriti vseh potreb. Kako? Si pomagaš, ja. Ja, tako je, da dopolnjujemo, zato pa so dopolnila. Ampak najprej res osnovna prehrana, športna prehrana, pač ta načela, ki smo jih že omenili, potem pa seveda, ja, med treningom, pred treningom, včasih je bolj praktično seveda, da imamo neko dopolnilo, zdaj je to ploščica, je to športna pijača, kakšen napitek, seveda, sploh če smo nekje na pripravah v tujini ali pa okrog časa tekme, ker res težko pridemo do neke normalne hrane, takrat je smiselno, da jemo neka dopolnila. Tako da to je res, mislim, osnova, da vemo, da najprej je osnovna prehrana, šele pol so dopolnila, kot drugo pa tudi to, da vemo, da obstajajo različne kategorije dopolnil. Eno so pač te res specializirana športna prehrana, te dodatki, ki smo pač že omenjali, športna pijača, ploščice, proteinski šejk, kakorkoli, vse to so specializirana športna prehrana. Potem imamo medicinska dopolnila, torej to so recimo železo, magnezij, karkoli, ta dopolnila, ki pač kažejo kot neko pomanjkanje. Potem imamo pa še ta ergogena dopolnila v narekovajih, ki niso vsa seveda, zato dam narekovaje, ki naj bi pa dobesedno izboljšala naš performance športni. Tule recimo pa spada kreatin noter. Pa še kakšna druga so seveda, lahko kakšne druge, kaj rečemo, ampak tukaj je pomembno, da imamo vse to opredelitev jasno, da vemo, o kakšnih dopolnilih govorimo. Ker športna prehrana, seveda, kot smo rekli, če z normalno prehrano ne moremo pokriti potreb, potem uporabljamo te specializirane športne prehranske dodatke. Drugo pa pol seveda po svetu z nekimi strokovnjaki oziroma dober kreatin, marsikdo jemlje, tudi ko mečkam, ki ga vsi jemljajo. Ampak ja, no, je pa res fino, da imamo neke vse ustrezne informacije, preden se odločimo za uporabo dopolnil. Ko se predstavljam, pride v trgovino, ne, v shopping centru, ki so trgovine za to prehrano, ne. Si predstavljam enega 17-letnika, on tam vse rab, ne. Ja, to so kot trgovina z bombončki, ne. Ko stopiš v to trgovino, moraš vedeti, zakaj ti manjka, ali kako, in kaj tam boš iskala, ne. Ja, problem je tudi, ker večina, ki vstopi v to trgovino, nima urejene osnovne prehrane. Ampak dobro. Ker problem je, če seveda iščejo potem športniki s tem neke bližnjice, da bi jedli dopolnila namesto, da bi uredili osnovno prehrano. In to je pač napaka. Ker tudi ta dopolnila ne bojo kaj zelo koristila, če ni urejena osnovna prehrana.
Tako da je absolutno, pa moramo vedeti, no, seveda, kaj iščemo, kaj rabimo, kaj je sploh smotrno, kaj je smiselno za naš šport, ker vsa dopolnila, tudi ta ergogena niso smiselna za vse športe. Ja, tako da tukaj je treba res poznati nekaj specifike. So pa kakšna, ki so tudi tako precej univerzalna. Recimo kreatin je res tako univerzalno, ker je lahko pri več športih se ga aplicira. Tudi pri kajaku, ne nazadnje zaradi same moči, tudi zaradi regeneracije. Tako da ja, je to mogoče smiselno, ampak ja, res, ko vstopimo v te trgovine noter, je to tako zelo, zna biti zavajajoče, ker ima ne vem kakšna vsa, ne vem kakšne vse obljube, da bi jih ta dopolnila prinesla, ampak dejansko je zelo malo dopolnil, ki ima dokaze, res neke znanstvene dokaze, da so smiselna za športnike. Se pravi, recimo eden, ki je pod stresom zaradi tega, ker nima časa jesti osnovne prehrane, a ne zaradi šole, prevozov in vsega tega, ne si pomaga z dopolnili. Ali Kaj vprašanje, si ne ali ne si? Ali si ne, kaj? Pač tako, če res ni opcije, da uživa nek jogurt ali pa karkoli, zmer se priporoča najprej osnovna prehrana. Potem ja. Raven teh trgovin, kjer lahko kupiš tudi jogurt, a ne? Kako? Da? Raven teh trgovin je tudi trgovina, kjer lahko kupiš jogurt. Ja, mi še zmer priporočamo, da se najprej je osnovna prehrana. Tudi zaradi tega, ker dopolnila s seboj prinašajo določene pasti. Ne nazadnje, sploh če je to že nek bolj vrhunski športnik, ki testirajo kaj na doping testih, tukaj treba biti zelo previden. Tudi, ne vem, do 40% teh dopolnil v teh prehranskih trgovinah je lahko kontaminiranih, pa športnik tega sploh ne ve. Ker tukaj je treba res vedeti, da dopolnila niso regulirana tako kot zdravila. Zdravila so res natančno regulirala. Pri dopolnilih je pa to vse majčken tak divji zahod še vedno. In nimajo vsa dopolnila, vsi proizvajalci teh certifikatov, da so res varni. Tako da če bi bila jaz športnik, nek vrhunski športnik, ne bi jedla kar nekih dopolnil, kar tako na pamet, ampak bi se pozanimala, a je res dopolnilo certificirano, da je varno za športnika. To zelo poudarjamo, tudi ko delamo športniki, če so na višjem nivoju, da to vedno treba preveriti. Najlažje mogoče, če poznate Informed Sports, to je pač ena izmed teh organizacij, ki daje certifikate, da so varni za uporabo vrhunskih športnikov, da so res čista dopolnila, da nimajo primisij in kontaminacij. Ja. Pa tudi sama kakovost, no. Jaz ne bi šla recimo kupovati kakšnih vitaminov D ali pa kakšnega železa v Millerja DM, ampak bi raje šla v lekarno v vsakem primeru, ker vseeno kakovost je nedvomno višja tam, no. Tako da tudi zaradi našega zdravja lastnega, če že kupujemo, da vemo, kaj kupujemo, pa da je varno. A tam tudi dobiš informacijo, če vprašaš, a ne, lekarnarca ti verjetno boljš pove, kot prodajalka tam, ne? Ja. Pa nič nimam proti tem trgovinam, da ne boste mislili, samo čisto, kar se teh dopolnil tiče zaradi varnosti. Zapaziti, kaj daš noter, ne, sploh če si mlad. Ja, pa sploh če si športnik. Ker seveda, če pa enkrat nekdo po neumnosti, dobesedno po neumnosti pade na kakšen doping testu, je pa največji problem za športnika, pa za vse, ki so okrog njega, za trenerje, za starše, tudi pač ni fajn za strokovnjake, ki zraven delajo. Tako da to je res lahko zaplet iz tega rata, če se neki nekritično jemlje, preizkuša dopolnila. No, sej fino, se mislim, da so vse sigurno niso povedali, ampak dosta, ne, se pravi, da obstaja osnovna prehrana, struktura in potem športna prehrana, ki je bolj lahka, bolj cukor, bolj hitro prebavljiva, ne, da se jo je okrog treninga. Tako, ja. Med, če je daljši trening in nujno po, ne. To so predelala. Zdaj pa mogoče, če pa pole ugotoviš, da imaš težave s tem, ne. Recimo, ko si prej omenila železo, jaz imam ogromno izkušenj sploh z ženskami, ker jim primanjkuje železa.
Ali pa kakršnekoli druge težave, da premalo ješ, da preveč ješ, da narobe. Kam se lahko obrnejo recimo mladi zdaj, ali pa da njihovi starši pokličejo? To je kar izzivno, še dan danes, tega se zavedamo, tudi zaradi tega smo ustanovili to sekcijo za klinično športno prehrano, ker poskušamo tudi v Sloveniji licencirati neke strokovnjake na področju športne prehrane. Tako da zdaj trenutno delamo spletno stran za klinično športno prehrano, na kateri bo tudi seznam, kdo so ti strokovnjaki, na katere se lahko obrnejo športniki, starši, kakorkoli. Tako da ja, to je sigurno nek prvi korak, da bo neka mreža strokovnjakov. Drugače tudi OKS ima svoj seznam licenciranih strokovnjakov za športno prehrano, tako da to je tudi opcija seveda. Tako da tukaj se res dela, ampak trenutno, ja, jaz bi pač seveda svetovala, da če so kakšna taka pomanjkanja, kot recimo železo, je na prvem mestu tukaj seveda osebni zdravnik. Zdaj tukaj mogoče seveda je še večkrat rezerve, ker tudi družinski zdravniki, tudi pediatri še mogoče nima zadostne količine tega znanja športne medicine, ker je seveda pomanjkanje železa nekoliko večji problem pri športniku, kot pri nekomu, ki ne trenira resno. In s tem se kar veliko soočamo, no, tudi dobimo kakšne izvide in je feritin, torej zaloga železa res nizek, pa kakšen zdravnik še vedno ne bo predpisal tabletk železa, čeprav je nizek feritin. Čeprav bi mogel že infuzijo mogoče kdaj. Ja, skoraj da, ja, pa nekaterih res. Tako da to je kar velik izziv. In pač seveda mi poskušamo pomagati, tudi obstaja seveda samoplačniške zadeve, ker se to lahko naredi, zaenkrat pač je to še vedno opcija, ni idealno, je pa opcija. Ampak ja, seveda po posvetu z nekim strokovnjakom, res nekrat tako neki na pamet, sploh železa nekrat tako na pamet imati, ker lahko tudi ima kakšne toksične učinke, če ga je preveč po drugi strani. Tako da ja, če je nek zdravnik, seveda se lahko vedno kontaktira tudi mene ali pa moja mamo, ki smo strokovnjaki načeloma, če so vprašanja. Pa tukaj mogoče ni samo železo, tudi recimo vitamin D je taka zadeva, ki je ogromno pomanjkanja, pa se mislim tudi ne testira spet toliko, ampak je res pomemben vitamin za zdravje, za kosti, za imunski sistem. In je mogoče eno izmed redkih dopolnil, ki ga bo smiselno jemati po zimi, recimo tudi tako preventivno. Ja, ker dejansko ni dovolj sonca, iz hrane pač zelo težko dobimo dovolj vitamina D. Tako da to je ena mogoče takih izjem, da je smiselno imeti vsak dan. Brez veze, da jemljemo vitamin C, brez veze magnezij, ampak tale vitamin D pa res tak smiselen. No. To mogoče edina zadeva. Tudi kakšno dobro ribje olje, omega 3, to tudi ne more škoditi, ampak vitamin D pa res, ker je tudi toliko pomanjkanja iz zdravstvenih razlogov in iz športnih razlogov. Kako pa pole, recimo, verjetno je težko priti do tebe ali pa do enega strokovnjaka, in kaj priješ, kako to izgleda? Vi verjetno preverite, kaj je jedel do zdaj, kakšne ima navade, dobite to luknjo, ki se je začel, vzrok iščete verjetno. Ja, absolutno. Mi v bistvu, kako jaz delam športniki, je, da športnik izpolni prehranski vprašalnik, tako da vidimo, kakšne prehranske navade ima, pa tudi seveda, če ima kakšen že zdravstven problem, recimo kakšen izostanek menstruacije pri puncah, ki so starejše od 15 let, to ni normalno. Še zmeraj pride kakšna športnica do mene, stara 17-18, da nima menstruacije, ampak vse to je normalno, ko je športnica. To res ni normalno in to moramo pač res spremeniti to staromodno razmišljanje. Ampak ja, skratka, ocenimo prehransko stanje s vprašalnikom, zdravstveno stanje in potem športnik izpolni 3-dnevni prehranski dnevnik, da v bistvu vpiše vse, kar poje, kar popije te 3 dni okrog časa treninga in na ta način lahko najbolj objektivno ocenimo, a so vnosi zadostni, kako se da še optimizirati prehransko strategijo. In potem pač v sklopu prehranske obravnave pogledamo tudi krvne izvide, a so kakšna pomanjkanja, a so kakšni znaki presnovnega stresa, recimo da premalo je, to se tudi lahko na krvi vidi. Potem pa še izmerimo sestavo telesa, da vidimo, če še kaj rezerve tam, kakšno je stanje hidracije predvsem. In potem v bistvu vse to skupaj povežemo v nekem prehranskem posvetu. Tako da to je res tak celosten proces. No, Je do težave, ko mora začeti spreminjati svoje navade. Ne?
Ja, ampak sej mi tudi zaradi tega delamo te prehranske dnevnike, da ne pišemo jedilnikov, ampak da športniku vsem povemo, kaj treba še mečkan optimizirati, da ni treba zdaj čist spremeniti, pa slediti nekemu zelo takemu rigidnemu režimu, ampak da res lahko poskušamo nekaj spremeniti, pa da bo že to izboljšalo stanje in trening in regeneracijo. Fino, ne. Zdaj, zmeraj vprašam tudi na koncu kakšno smešno anekdoto, ki se ti zgodi v tvojem delu ali pa kakšna narobe interpretacija tega, kar si rekla, recimo, ne, jaz sem, ko je tvoja mama rekla, da lahko piješ tudi pivo, ne, sem slišal, da pi pivo, ne. Boh ne daj. Ne, mislim, zdaj. Informacijski vakuum, ali kako bi se temu reklo, pač da slišiš, kar hočeš, ne. Ja, ne, absolutno. Upam, da so danes prav slišali, kar si rekla, ne, to s torticami. Ja, ne, s torticami je resno. Jaz tudi kdaj, jaz sem se tudi kdaj zelo sekirala, ker sem kaj preveč pojedla, ampak imam zdaj že tak princip, da če orang treniram, pa pol pojem, kar hočem, da ni nič narobe, ker res to porabiš, sploh športniki, če redno trenirajo, res veliko porabijo. In je večji problem, da se športniki bojijo jesti, pa da premalo pojedo, kot da je preveč pojedel. To je res večji izziv, no, kot pa. A bi lahko stresla kakšno Kako? anekdoto? Bi lahko stresla zdaj z rokava kakšno anekdoto, malo bolj smešno. Ja, mislim, lahko, no, ne vem, ni bi tako zelo. Ja, recimo, ene dve imam. Ena je bila še iz mojih plavalnih časov, to je že kar nekaj časa nazaj v gimnaziji. Vem, da sem imela tudi ta problem, da sem hotela probati ta dopolnila, pa imeti neke čudežne rezultate od tega. In sem vzela en dan neko dopolnilo, ki je bilo ime Explode. Prav, to je bilo naslov in sem rekla, zdaj bomo pa eksplodirali na tekmi. In sem vzela to dopolnilo in nisem gledala, kaj je noter, nek prašek, ki je bil, si ga zmešal z vodo in si to pred tekmo vzel. To sem prvič probala na tekmi, kar se mi drugače nikoli ne sme narediti, ker res je treba se testirati na treningu, da pač ni pol kakšnih takšnih presenečenj. In jaz vzamem tisti Explode, grem na tekmo, pol pred tekmo še spijem eno kavico, kot to pač zmeri, da pač ta kofein malo te naspidira. Ne? Kako? To se sme? Ja, kofein, absolutno, no, dokler ga še niso prepovedali, kar. Tako da ja, vse po mojem ga bojo počasi vse, kar se doze omejili. Ja, no, in sem kavico seveda, malo Coca-Cole, tudi to se sme na treningu tekmi, pa ta Explode in kar naenkrat me je začel tako v želodcu boleti, tako črvičiti, da boš res eksplodiral, sem na dober način, ker je imel tudi ta Explode noter neko hudo koncentracijo kofeina, pa jaz pol kofein, pa še Coca-Cola ima kofein in je bila res katastrofa. Tako da, napačna smer. ja, ne, tega se res zmeri prebrati, kaj je noter. Kofein je sicer super, ampak če si pa že tako majčkeno napet na tekmi, malo pod adrenalinom, pa zna glih biti preveč. Pa gre pa pač to ta negativen, da se pol treseš, pa da ti je slabo, zna biti kar slabo. Druga zadeva je pa mogoče, ker smo prej govorili o cukru med samim treningom ali pa tekmovanji, da tudi še tega preveč ni dober. Recimo, da ne bo pol kakšen pretiraval z geli, tako kot sem jaz recimo na Ironmanu, da sem pač res te gele tankala, gele, ker sem rekla, rabim ful cukra, sem pa pozabila zraven piti tekočino. In pol seveda začnem jaz piti tekočino, pridem dol s kolesa, na kolesu je letelo 100 na uro, pridem dol s kolesa in naenkrat te pograbi huda žeja, tisto vse, kar se imel v želodcu, vseh teh gelov, itak obstane v želodcu, ker če taka koncentracija ne gre naprej zadeva, to začneš pa piti, pa rečeti, pa gre kar naenkrat vse skozi. In je bil pol to v bistvu maraton od WC-ja do WC-ja. Tako da ja, so kakšne take zadeve, iz katerih se tudi naučiš kaj, ne. Prej se mi zdi, da si rekla, da plavalci dehidrirate tudi. Ja, seveda. Smešno. Ja, ne čutiš seveda. Ko skozi v vodi. Ne to vodo, pa si dehidriran. Ja, ironično. Čakaj, in si rekla, na Ironmanu si bila? Ja. Ali večkrat ali? Ja, 2-krat sem bila na celem Ironmanu in da prvič je bilo vrhunsko. Oziroma, mislim, res sem naštudirala prehransko strategijo, trenirala sem dobro, kar je bilo v bistvu kar tako presenetljivo, ker sem
dejansko v istem letu zaključila s plavalno kariero, februarja, marca, in sem potem iz septembra isto leto šla na Ironmana. S tem, da sem jaz plavala 100-200 kravl, potem pa šla na teh 11-12 ur, kar je kar razlika, tudi personalno gledano. Tam je koliko plavanja, 4, 6. Plavanje je 3,8 km, kolo 180 km, pa še maraton. In se spomnim, sem bila celo na nekem testiranju pri Miliču na Difu in je tako zmajeval z glavo, da tole jaz pa nisem vzdržljivostni športnik, to pa ne gre s tem pulzom toliko časa, ko sem imela tako visok puls, še vedno nisem bila aerobno tako trenirana in je bilo krno. Ampak pa, ko si mlad, vse zdrži, telo vse zdrži, ko si mlad. Zdajle, če bi šla to ponavljati, ne vem, če bi bilo še tako. Plačaš račun slej prej, ne. Super. Kaj bi pa recimo zdaj za konc, so že pač eno uro ali pa približno eno uro se pogovarjava, svetovala, ne vem, mladim, ti kot zdravnica, športnica in še strokovnjakinja za prehrano. Kaj bi rekla mladim, ki se zdaj podajajo v šport, ker so ambiciozni, ker bi radi, ker recimo omejivo, glede prehrane, ajde. Okay. Prav, ključ kot prvo je, kot sva rekla, osnovna prehrana in da potem res prilagajajo športniki vnose glede na potrebe. Če veliko treniraš, če intenzivno treniraš, enostavni ogljikovih hidrati pred, med, po vadbi so res najboljši prijatelj, najboljše gorivo. In ne se bati takrat jesti. Najslabše, kar je, če športnik, sploh mlad športnik, če veliko trenira, pa bi rad zraven še izhujšal, to je samo pot v napačno smer, kaj boste pol prestali pri meni, pa ne v tabaralnem smislu, ampak zaradi zdravstvenih problemov. Tako da ja, res treba podpirati prehransko to, kar trenirate, da boste zdravi, da boste lahko dobro trenirali, da boste lahko še druge stvari počeli v življenju, ki jih imate radi. Tako da res tudi ne pozabiti spati, ker dejansko tudi klej je res pomembno, da dovolj spimo, ker potem lahko tudi bolj v bistvu se ukvarjamo s tem, kaj jemo, ker če nismo dobro prespani, pa kar nekaj jemo, kar nekaj, ker smo malo tečni, pa bi radi neko čokolado, pa vse to. Tako da treba tudi na druge stvari pomisliti. Hrana je del zgodbe, ni pa vse seveda. Klej je fajn, da imate tudi vse stvari ostale urejene, no, da res prioritizirate tudi počitek, da niste cele noči na telefonih, pa da ne pijete preveč kakšnih energijskih pijač, da bi kompenzirali ta začaran krog, ne? Ja, tako da res bodite prijazni do sebe, no, podprite vadbo, pa se spočite, pa uživite v športu, ne. Tudi, če smo bolj energijsko podprti, pa imamo dovolj energije oziroma glukoze za možgane, bomo tudi veliko bolj z veseljem trenirali, pa veliko bolj motivirani. Tako da res pomembno, da je dosti energije ob športu. Kar lep nasvet. Ja, bravo. Hvala ti, ker si vzela čas, ker si delila vse to z nami. Zdaj jaz upam, da bom ujel tudi tvojo mamo, menila se že od lani, da se delila, je še zmeram zelo busy. Ja, good luck. To bomo videli, se ni. Z njo bi mogoče nekaj več rekli še o osnovni prehrani, a ne? Verjamem, da bo tudi z njo šel pogovor, tudi potem v šport, pa vse to, ne? Ampak bomo videli, no, kako bo, kaj nam prinese življenje. Tako da res hvala, ker si se odzvala zelo hitro, da si nam dala to priložnost, da si nam delila svoje znanje, ki si ga nabirala to kletne, celo na drugi celini. Pa upam, da se vidimo na kakšnem prizorišču. Upam, da ne v tistem smislu, ki si ti rekla prej, ne, da pristanemo pri tebi. Ja, res upam, da ne. Da se vidimo na kakšnem športnem prizorišču. Tako, dogovorjeno. Hvala. Hvala. Čau. Čau.